Pa se je začelo. Ljudski vrt ni več oaza miru sredi mesta, vijoličasta četa je spet aktivna. Nazadnje so se nogometaši Maribora v polnem številu videli 8. decembra in se mesec kasneje znova zbrali na enem mestu. Prva skupina igralcev je sicer trenirala že od 2. januarja, od sredinega do poldneva, pa so zimske počitnice uradno končane za celotno moštvo. Tudi vsi preostali igralci so se po dogovoru pojavili na prvem skupnem treningu. Projekt Pomlad 2013 je s krajšim uvodnim nagovorom trener Darko Milanič predstavil ob sestanku v slačilnici. Potem se je pristopilo k začetnemu poglavju priprav, ki so že natančno opredeljene. Lahko bi rekel, da končno smo spet skupaj. Mislim, da smo si vsi zelo želeli spet dela. Kar se tiče samih priprav, bomo slabe 3 tedne v Mariboru. Upam, da bomo imeli take pogoje za delo, kot jih imamo danes, ko je res vse optimalno. Potem odhajamo za nekaj dni v Moravske Toplice in pa 14 dni v Turčijo. Priprave bojo relativno dolge, daljše kot so poleti in vse z namenom, da bi jih odlično obdelali, da bi naredili dobre temelje za celo leto. Leto novih velikih izzivov se je začelo z vajami v telovadnici. Ob selitvi na igrišče pa so igralci ob opravljanju tekaškega dela programa takoj stopili v stik z žogo. Da je delovna vnema na visoki ravni, ni bilo vprašljivo. Igralci so se vrnili v Ljudski vrt spočiti in z novimi motivi. Zbor moštva ni postregel s presenečenji. Zasedba ostaja nespremenjena, odhodov ni. Uvodnega treninga se je udeležilo 32 igralcev, med njimi tudi vsi 3 novi člani, Nusmir Fajić, Matijas Mrekar in Nejc Mevlja, ki so v prejšnjih dneh že prizadevno vadili s prvo skupino. Znani obrazi imajo tudi v novem tekmovalnem obdobju istega kapetana. Ekipo je iz slačilnice popeljal Marcos Tavares, ki se je vrnil z obiska pri družini v Braziliji in je prav tako že od prvega dne v polnem zamahu. I'm very happy to be here in Maribor, in Slovenia. My feeling in Brazil is my home is in Slovenia, it's not in Brazil. Brazil just for holiday, and I'm very happy to be back in my hometown, in my house, and to start training here. Dan številka 1 seveda ni pomenil priložnosti za preračunljivost. Takoj sta bila na sporedu 2 treninga. Isti režim velja tudi za četrtek. Cilji so visoki, temu primerne so aktivnosti. V kolikšni meri se bo zdajšnja podoba ekipe še spreminjala, bo znano do konca meseca. Ne bo pa se spremenil načrt, po katerem se po vadbi v domačem okolju ekipa seli med osrednjim delom priprav v Turčijo. Pot v Antalijo je predvidena 2. februarja.